Odkar je imel Ford predstavnika v segmentu, kjer nastopajo Kangoo, Caddy, Partner in ostali, je minilo že toliko časa, da se nam praktično nihče ne spomni več. No, če pa slučajno vseeno kdo z mislimi zaide na Tourneo Connect, se verjetno zgolj zasmeji, ko se mu prikaže slika tega škatlastega avtomobila. Ampak sedaj ima Ford novega. Ker se marsikdo pri Fordovem poimenovanju izgubi, čeprav je nekako logično, najprej razčistimo tole. Ford ima v ponudbi 3 različice modela Tourneo. Custom je tisti največji, dejansko kombi, 7-sedežni Connect pride na trg prav kmalu, tole pa je najnovejši in najmanjši Tourneo Courier. Nekakšen križanec med dostavnikom, tudi tovorna različica je na voljo, in med enoprostornikom. Dolg je samo 4,16 metra, ima pa kup zanimivih rešitev. Recimo drsna vrata, ki so že uporabna, čeprav se zadnja šipica odpre samo na tem delu in čisto malo. Potem prtljažnik ponuja 708 litrov prostornine, to je menda največ med vsemi tekmeci. Največ je tudi prostora nad glavami potnikov in pred koleni tistih na zadnji klopi. Recimo všeč mi je tale polička, ki jo čisto enostavno lahko pospravim tule. In nakladalni rob ima samo 40 cm višine, kar je res uporabno, ko je treba naložiti kakšen težji predmet. Materiali so bolj trdi in robustni, ampak me to sploh ne moti. Celo fino se mi zdi, da ne boste notranjosti takoj popraskali s svojimi rekviziti. Tudi odlagališče je veliko, recimo tale predal pod stropom, pa potem predal v sedežu in ostali predalčki. In tule bi bil zanimiv nosilec, če ne bi imel ta avtomobil toliko opreme in tega zaslona. In tale Courier je moral prestati tudi 35% bolj zahtevne teste kot ostala Fordova osebna vozila, tako da je tudi trpežen. Takole med vožnjo je tole pravi Ford. Ta odličen občutek je pač nezamenljiv, sedež in volanski obrod sta izdatno nastavljiva, prestavna ročica je prijetno blizu, robovi stekel pa so dovolj nizko. Se vidi, da je čisto nov. Mi pa ni všeč, da je ostala armaturna plošča taka kot pri vseh ostalih že poznanih Fordovih modelih. Malce zastarelo mi deluje, sploh ker vem, da ima novi Focus že drugačno. So pa seveda tudi tukaj na voljo vse Fordove tehnologije, od sistema MyKey, Sync, samodejnega klicanja na pomoč in tako naprej. Med 3 motorji lahko izbirate. Na voljo sta 2 turbodizla 1,5 in 1,6 litrski s 75 oziroma 95 konji, ki porabita 3,9 oziroma 3,8 litra goriva na 100 km. Sam se naokrog prevažam z litrskim trivaljnim turbobencinskim motorjem, ki ima 100 konjev. V bistvu čisto solidno potegne, se pa mi zdi morda za odtenek glasnejši kot v kakšni Fiesti. Verjetno zato, ker je čelna površina tega avtomobila bistveno večja. In veste, kaj se mi še zdi zanimivo? Za razliko od Caddyja, Kangooja in večine ostalih predstavnikov, ki v osnovi delujejo zelo borno, pa jim je potem potrebno dodajati oznake, kot so Extreme, Cross in kup plastike, zaradi katere na koncu delujejo celo nastopaško in agresivno, je ta avtomobil že v osnovi prav simpatičen. Brez dodatkov se mi zdi celo eleganten, lahko rečem, in že zaradi tega bo verjetno prepričal katerega kupca.